Pozdravljeni. Po kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske pride na vrsto tudi naš običajni zadnji briefing, kjer si bomo, kot ponavadi, ogledali vse zanimive podatke, skušali razumeti iztočnice in se pripraviti tako na nedeljsko dirko. Kot ponavadi bo tudi današnji prispevek razdeljen na tiste 3 nam dobro znane dele, kjer se bomo najprej ustavili pri rezultatu samih kvalifikacij. Nato si bomo ogledali ritem in seveda poglobili naše znanje z pogledom v telemetrijo. In na koncu bom kot običajno predstavil tudi mojo osebno vizijo glede možnih strategij. A začnimo seveda s kvalifikacijami, ki so bile presenetljive, napete, lahko bi dejali prave. Najhitrejši je bil Charles Leclerc in je nekako presenetil oba McLarena, čeprav njegova prednost na koncu ni bila velika, je bila pa v resnici dovolj. A tu bi vas rad spomnil, da je Charles Leclerc praktično rojen za kvalifikacije. Če so moji podatki pravilni, jih je do sedaj izbral 27, medtem ko je na njegovem računu le 8 zmag. In to nesorazmerje nam kaže, kako dober je Charles Leclerc na samo en hiter krog, nato na dirki se zgodi marsikaj. Ampak takoj za njim. Najprej Oscar Piastri in šele nato Lando Norris. Kar nam zopet kaže, da pravzaprav pri McLarenu je Piastri tisti, ki hoče dokazati, kdo je prvi voznik, Lando Norris pa mnogokrat nima pravega odgovora. Treba je poudariti, da George Russell na 4. mestu je lepo presenečenje, namreč sam ga nisem pričakoval tako visoko. Ampak na to bi lahko dejali drugo prijetno presenečenje. In sicer govorimo o Aston Martinu, kjer sta oba voznika, Alonso in Stroll, prišla na 5. in 6. mesto. Izgleda, da z novim prednjim aerodinamičnim stabilizatorjem so končno nekako umirili AMR 25. Namreč ni samo Alonso tisti, ki je prišel malce više, ampak tudi Stroll z minimalnim zaostankom je tu. Prav na primeru Aston Martina in Ferrarija lahko vidimo bistveno razliko. Pri Aston Martinu zagotovo deluje bolid. Pri Ferrariju je bolj zadeva na strani voznika, kajti Lewis Hamilton je daleč zadaj. Ampak, če se vrnemo na naš štartni razpored, vidimo tretje prijetno presenečenje. Gabriela Bortoleta, ki mu je z Sauberjem uspelo se kvalificirati na Madžarskem pred Maxa Verstappena, kar je fantastičen uspeh, posebej za novinca. In tu je treba povedati, da Gabriel Bortoleto je talent, da so mu naredili pri McLarenu veliko uslugo, ko so ga pustili k ekipi Sauber, bodočemu Audiju, in da si Brazilec to mesto res zasluži. Nato imamo še oba voznika ekipe Racing Bulls, kjer je Liam Lawson pred Isaacom Hadjarjem, ampak videli bomo na koncu, kakšen bo rezultat na dirki. Nato imamo neke vrste negativno presenečenje, kajti Oliver Behrman je pred Lewisom Hamiltonom. In
lahko bi dejali prihodnost in sedanjost scuderia Ferrari, kjer Lewis Hamilton ali nima podpore, ali pa ne zna izkoristiti sredstev, ki jih ima na voljo. Namreč v dnevu, ko je Charles Leclerc bil sposoben osvojiti najboljši štartni položaj, je Lewis Hamilton bil premagan strani ekipe Haas in to Oliverja Behrmana, praktično voznika Ferrari Driver Academy. In porajajo se vprašanja, ali so pri skuderiji res napravili dobro izbiro, ko so Hamiltona zvabili v svoje vrste iz velike nagrade v veliko nagrado, postaja to vprašanje bolj upravičeno. In ne smemo pozabiti še na manjše presenečenje, namreč takoj za Hamiltonom je Sainz z Williamsom, ampak za njim Franco Colapinto. In Colapinto je tokrat prvič premagal Pierra Gaslija. Zopet se lahko začnemo spraševati, ali gre zgolj za slučaj, ali pa je začel tudi Colapinto razumeti svoj Alpine A525. Sicer dvomim v to drugo rešitev, ampak možnost moramo pustiti odprto. Vseeno, če še enkrat pogledamo štartni razpored, vidimo, da morda Lando Norris nima niti tako slabega izhodišča. Dirko bo začel na tisti seveda hitrejši liniji, tam, kjer so liha štartna mesta, ampak vseeno bi lahko dejali lep rezultat za Charlesa Leclerca na progi, kjer je štartni položaj izjemno pomemben, ampak za prinesti domov zmago je potrebno tudi na Madžarskem storiti še mnogo, mnogo več. Ampak prva točka, pri kateri se moramo ustaviti, je seveda ritem. In zopet si bomo tu ogledali tisto tabelo, ki so jo objavili na uradni spletni strani Formule 1, kjer vidimo, da je McLaren seveda prvi, ampak na krog zaostaja Ferrari približno 28 stotink. 33 stotink na krog je zaostanek Mercedesa in 35 Red Bulla. Aston Martin je prvi, ki zaostaja za več kot pol sekunde, nato sledi Sauber, vidimo, da dokaj visoko je tudi Haas, nato Racing Bulls, Williams in na koncu seveda Alpine. In kaj bi dejali iz tega podatka? Da Charles Leclerc, verjetno v danih pogojih, je iskal končno hitrost in ne toliko nastavitev za dirko. Če pogledamo, kaj se je dogajalo na mikrosektorjih, na prvem, drugem in tretjem prostem treningu, bomo opazili nek trend, da Ferrari s Charlesom Leclercem je bil izjemno dober na tistih ravninskih delih proge, torej tam, kjer je potrebno razviti visoko končno hitrost. Seveda pri McLarenu so bili boljši v onih bolj tehničnih zavitih delih. In če sedaj pogledamo, kaj se je zgodilo na samih kvalifikacijah po mikrosektorjih, bomo ugotovili, da so pri Ferrariju malce izboljšali tehnični del, ali pa pri McLarenu verjamejo, da bo jutri deževalo. In so svoj bolid nastavili prav za takšne razmere. Videli bomo sicer jutri, ampak sedaj, če si ogledamo še malce telemetrijo, bomo dobili še naslednjo pomembno potrditev. Tako na prostih treningih kot na kvalifikacijah smo lahko videli, da je imel, kot je bilo razumljivo, Charles Leclerc višjo končno hitrost, vidimo po samih podatkih. Od drugega prostega treninga naprej je tam v zadnjem delu kroga se malce poigraval stopalko s plin, ampak razvidno je, da ima Ferrari res višjo končno hitrost, medtem ko izgleda, da ima McLaren bistveno
več oprijema. Sedaj se je upravičeno spraševati, ali je začela delovati zadnja prema, ampak tu bi lahko dodali, da bi moral na to tudi Lewis Hamilton biti boljši, ali pa pri Scuderiji so malce tvegali in napravili nastavitve, ki so bile bolj primerne za same kvalifikacije kot za jutrišnjo dirko. Tu seveda še ena slika, ki nam kaže tisto delto, kar se tiče DRS-a, kjer vidimo, da ima McLaren izjemno lepo razliko med hitrostjo brez uporabe DRS-a in ko lahko ta sistem uporablja. Ampak to na sami dirki, ukolikor bo deževalo, ne bo prišlo do izraza. Torej, videli smo, da kljub fantastičnim kvalifikacijam Charlesa Leclerca se lahko pojavijo nekateri dvomi. Prvič na ritmu, kjer vidimo, naprimer, kako je bil Lando Norris celo boljši od Piastrija, kjer Charles Leclerc tudi ni blestel, in seveda pri samih nastavitvah, kjer smo razumeli, da so pri Scuderiji Ferrari z SF-25 iskali res končno hitrost. Ampak imamo še zadnjo točko, mimo katere ne moremo. Namreč moja osebna napoved glede možnih strategij. Seveda v tistem skupnem srečanju po dirki bomo na hitro analizirali, kaj je napovedal Pirelli, kaj sem napovedal sam, in seveda vse to primerjali z onim, kar so ekipe v resnici pokazale na progi. Prava analiza sledi seveda v ponedeljek v klasičnem komentarju. Ampak vseeno. Dirka na Madžarskem je velika nagrada, kjer lahko nekako predpostavljamo, da bomo videli dva postanka. Po mojem mnenju, tista najboljša strategija začeti na pneumatiki medium, približno 18 krogov, nato 30 krogov na pneumatiki hard in 22 krogov ponovno na pneumatiki medium. Imamo tudi malce bolj počasnejšo varianto, ki je uporabna, ukolikor ima voznik dva seta pneumatik hard. Začeti na pneumatiki medium približno 12 krogov, nadaljevati na hard za nadaljnjih 27 krogov in na koncu zopet na pneumatiki hard 31 krogov. Ampak obstaja tretja varianta, ki je dokaj drzna, in ta seveda veleva, da bi voznik začel na pneumatiki soft odpeljal 8 krogov, nato na pneumatiki hard 36 krogov in na pneumatiki medium zadnjih 26 krogov. Če ste sledili dolžini posameznega stinta, ste lahko razumeli, da v vsakem primeru bi se postanki nekako križali, da ne glede na izbor bi se voznik ustavil takrat, ko bi bili drugi na progi. Zato menim, da bodo mnogi začeli na pneumatiki medium in enostavno čakali, kaj se bo zgodilo. Seveda ob pogoju, jutri ne bo deževalo in da bo proga suha. Namreč, če bo asfalt razmočen, se praktično vsi ti izračuni enostavno postavijo na glavo. Ampak videli bomo, kaj se bo zgodilo. Za naš zadnji briefing je pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.